Kad se ide izvan reda, dakle, onda je ovo izvanredno, dakle, ovo je to, dakle, baš senzacionalno i svi, dakle, moraju da pričaju o tome i to svakako se desi ponekad nekim ljudima više, po nekim ljudima manje, ali ja svakako nemam nikakvog problema sa tim da, ne znam, da kažem šta me muči, dakle, sada baš ništa, ali ako nešto nekoga muči, svakako može da mi dođe na kanal i objasni mi šta ga zanima oko Ahmadi religija, mira i svetlosti. Evo ja mislim da je Mohamed došao iz Srbije, da će stići na kanal ili možda neko drugi. Evo prvog gosta. Da vidim, Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mir s tobom, bratim. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brate moj. Evo, kako je stanje On je bio jedan od tih, da kažem, ljudi koji imaju neke sve organizacije, za Srbiju protiv Vučića i tako to, da. Ali na kraju se ispostavilo kao da je on Vučićev tip, a umešan je kao da podržava studente. Baš čudno. Bio kao batinaš, a? Pa da, kao u tom nekom fazonu da on podržava studente i onda otvoreno, bukvalno jedan otvoren način. Na jedan otvoren način, on hoće da otruje samog sebe i da optuži da je to bio Vučić. Trebaš malo, ako imaš vremena, istraži na YouTube-u i to je puštano na Pink televiziji, na glavnom programu. To je bilo sve snimano kako on priča sa doktorom, da se namesti da je on otrovan. Ja, Bože mili. V soboto je minilo leto dni od zrušitve nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, pod katerim je umrlo 16 ljudi. Po celi državi so zato potekali protestni shodi, osrednji pa se je odvil v vojvodinski prestolnici. Protesti, ki jih od konca lanskega novembra spremljajo tudi blokade fakultet, se vrstijo že leto dni. Na sobotnem protestu v Novem Sadu so se zbrali študenti in drugi protestniki iz vse Srbije. Mnogi so se tja odpravili peš ali s kolesom. V mesto so jih pripeljali tudi taksisti, ki protestnike v znak podpore zastonj vozijo na prizorišča protestov. Na shodu se je zbralo več 10.000 ljudi. Po ocenah organizatorjev je bilo v celem dnevu zbranih tudi do 100.000 protestnikov. Zbrani so se umrlim poklonili 16-minutno tišino ob 11.25 ter 19.25 ter pred železniško postajo položili vence in sveče. Da gre za največji shod v zadnjem času, pojasnjuje Pavle Ilić iz srbske socialistične organizacije Marks 21. Predsednik Aleksandar Vučić in njegovi kolegi iz Srbske napredne stranke so se navidezno pokesali. Srbska vlada je v petek sporočila, da bo 1. novembra v državi dan žalovanja. Prav tako so se naprednjaki udeležili spominske slovesnosti v cerkvi Svetega Save v Beogradu. Vučić se je nenazadnje opravičil za nekatere proti študentom naperjene izjave izrečene v preteklem letu. Temu je sledil kup teatralnih videov na Instagram profilu predsednika Vučića, v katerih je med drugim pozval k složnosti na dan žalovanja. Seveda mu študenti niso verjeli, kar ne preseneča. Vučić se je na vprašanje novinarja o tem odzval z izjavo, ki je z dramatično glasbo zmontirana v še en promocijski video na njegovem profilu. Da gre le za navidezno opravičilo, s katerim bi bolje izpadel v javnosti, predvsem pa pred Evropsko unijo, pojasnjuje Radmilo Marković, novinar portala Birn Srbija. Kot pojasnjuje Ilić, ima Vučić v svojih vrstah ljudi, ki želijo pomiriti protestnike in s tem širšo javnost. Večji del pa zagovarja zaostritev odnosa do študentskih protestnikov. Na shodu v Novem Sadu je zbrane nagovorila Diana Hrka, mama enega od umrlih v zrušitvi nadstreška, ki je zaradi nekaznovanja odgovornih napovedala gladovno stavko. Z njo je začela včeraj pred zgradbo parlamenta v Beogradu. Nasproti parlamentarne zgradbe v bližnjem Pionirskem parku taborijo čaciji, podporniki vladajoče Srbske napredne stranke.
Ti so, ko so se pred parlamentom začeli zbirati protestniki v podporo Dijane Hrka, organizirali protishod. Nato so začeli na študentske protestnike svojega čacilanda metati pirotehniko in druge predmete. Več Ilić. Posredovala je policija v polni bojni opremi, ki je priprla 37 ljudi, med njimi, glede na sporočilo študentov Fakultete dramskih umetnosti, več študentov v blokadi. To je sicer pričakovani odziv oblasti in policije. Marković pojasnjuje, da oblast Čacije pogosto prikazuje kot študente, ki želijo študirati, a v Čacilandu večinoma ni študentov. Vučić se je kaj hitro vrnil k stari retoriki. Dejal je, da so študentski protestniki strahopetci, saj so prišli do ograje, a so hitro zbežali, ko so videli, da je odgovor pripravljen. Poleg tega je zatrdil, da so steklenice, vžigalnike in bakle, s katerimi bi ljudi ranili, uporabili študenti in ne Čaciji, a da to ni nepričakovano. Kot poudarja Ilić, je bolj kot Vučićevo opravičilo povedna prav sila, uporabljena včeraj. To, kot pojasnjuje, nikakor ni edini način represije, ki se ga poslužujejo naprednjaki. Sogovornik za konec poudarja, da so študentski protesti prinesli nekatere resnične spremembe v načinu razmišljanja, a žal njihovim zahtevam ni bilo zadoščeno. Študenti so se tako po mnenju Ilića znašli v pad položaju. Po poročilu OF komentarja sem povzetek pripravil Jan.